Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in pa ljubitelji nogometa. Pred nami je tekma zadnjega 14. kroga v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod, kar se tiče jesenskega dela prvenstva. Obračun, ki ga bodo pospremile naše kamere, pa bo potekal v Dobravi pri Slovenskih Konjicah, kjer je pred nami derbi Dravinjske doline med domačo Dravinjo in gostujočo zasedbo Zreč. Gre za lokalni derbi, na katerem je vedno znova izjemno zanimivo, a če pogledamo stanje na lestvici, vloga favorita danes pripada Dravinji. Domači nogometaši so trenutno na 4. mestu z 21 točkami in se tako borijo za najvišja mesta. Na drugi strani pa imamo Zreče, ki so povsem v drugačnem položaju. Trenutno se nahajajo na zadnjem 14. mestu z zgolj 7 osvojenimi točkami. Tako je jasno, da je pred njimi krčevit boj za ohranitev tretjeligaškega statusa do zadnjega kroga, seveda, a na teh lokalnih spopadih lestvica ni v prvem planu. Zagotovo bodo obojni storili vse, da pridejo do 3 točk in tako zmago zaključijo prvi del sezone. Preletimo še obe začetni postavi pri domači Dravinji, ki bo ta dvoboj odigrala v svojih tradicionalnih dresih zeleno-bele kombinacije. Prav tako bodo za začetek tega dvoboja krenili iz sredine igrišča, na drugi strani pa Zreče v pretežno modri športni opremi. Pri domačih v vratih Volko, v obrambi Ravter, Čerenak in Gaber, v zvezni vrsti Vezjak, Gosak, Radič ter Kolar, pred njimi Napotnik, v napadu pa Čakš in Brglez. Trener domače zasedbe Dravinje je Damjan Flis, pri gostih pa v vratih Ravnak, dva nogometaša na centralnem položaju, Kotnik ter Podgrajšek, na bočnih položajih Videčnik in Jančič, v zvezni vrsti Brtnik, Završnik, Jelenko in Zupanc, v napadu pa Vinkovič in Bavrk. Trener gostujoče zasedbe je Boštjan Ratkovič. Dolžan sem še sodnike tega dvoboja. Glavni delilec pravice bo Blaž Bezjak, njegova pomočnika Aleksander Burjan in Lovro Mileta, delegat tekme Štefan Tivolt. Čerenak je v zvezni vrsti iskal Gosaka. Prvi oster štart na tem dvoboju. Nad domačim napadalcem je zelo močno v ta dvoboj krenil Jelenko. Zagotovo je pred nami kar nekaj teh čvrstih dvobojev na sredini igrišča. Prenos na desno stran domačih, znova pri žogi Čerenak. Čerenak še enkrat več poizkuša s podajo na desno stran, kjer se je odkrival Čakš. Pri žogi Čakš v prostor proti Kolarju. Kolar pred vrata, izbijajo nogometaši Zreč. Še enkrat Čakš, strelja Napotnik, mirno vratar Ravnak. Prva obetavnejša akcija na tem dvoboju, bi lahko rekli. Dobro v skoku Zupanc. Na Jančiča je pritiskal Brglez. Out bo pripadel Dravinji. Pozorilo strani glavnega sodnika kapetanu gostov Jelenku, ki je v prejšnjem primeru preostro štarta na enega izmed domačih nogometašev. Ravter tako visoko podajo napad, najvišji v skoku Brglez. Završnik ni bil dovolj spreten v tej situaciji, tudi Čerenak pri samem izbijanju ne dovolj konkreten, a nad njim je prekršek storil Završnik. In tako žoga ostaja v posesti domače ekipe. Na hitro je prosti strel izvedel Ravter proti Čerenaku. Še vedno Čerenak s podajo na levo stran, kjer je Vezjak. Še vedno Vezjak, igra z roko Vezjaka, prosti strel
bo pripadel gostom. Jančič je lepo našel Bavrka. Dobro so vse skupaj razrešili v taboru domače ekipe. Hitro je out za srečanje izvedel Bavrk. Iskal je Zupanca. Še vedno Bavrk, Zupanc, atraktiven poizkus tega nogometaša, dovolj pozoren Čerenak. Bavrk bo izvedbo avta prepustil Jelenku. Še vedno žoga v igrišču, a vendarle je ta odšla čez črto in gol out bo pripadel domačemu vratarju. Znova lahko vidimo celotno situacijo po časnem posnetku. Prvi poizkus, kar se tiče faze napada strani Zreč, neuspešen. Kot že rečeno, gol out za Vovka. Jelenko najvišji. Radič takoj spodaja na desno stran, kjer se je odkrival Kolar. Vse skupaj je z izbijanjem razrešil Videčnik. Čakš znova na desno stran. Še vedno pri žogi domači nogometaši. Gaber proti Brglezu. Brglez je odložil na desno stran, kjer je z dobrim strelom poizkusil Čakš. Lepo hitro so vse skupaj odigrali v taboru domače ekipe. Najvišji v skoku Brglez, ki je žogo odložil na desno stran proti Čakšu. Ta pa strelom zelo neugodnega položaja oziroma težkega položaja je zapretil na vrata Ravnaka. A na srečo gostov je žoga zgrešila cilj in tako ostaja 0:0. Prvi pravi strel na tem dvoboju. Znova hitro do žoge domači nogometaši. Radič takoj na desno stran, kjer je napotnik v prostor. Predložek pred vrata proti Brglezu, še vedno Brglez, dobro se je znašel Brglez. Izbil je pri domačih oziroma pri gostih številko 16 Bavrk. Ravter mirno do Gabra. Čerenak. Zaenkrat v teh 6 uvodnih minutah povsem na igrišču prevladujejo nogometaši Dravinje, ki so nevarnejši in tudi več imajo žogo v svojih nogah. Na nek način, glede na stanje na lestvici, je bilo nekaj podobnega za pričakovati. Čakš, dobro v obrambi tokrat Podgrajšek. Gaber znova vrača Čerenaku. Vidimo, da večina teh napadov strani Dravinje poteka preko Čerenaka. Ta nato na levo ali desno stran išče svoje odkrite soigralce. Tokrat je našel Ravterja, ta pa zdaj dovolj dobro podajo proti napadalcem domačega moštva. Še enkrat več so v taboru Zreč hitro zapravili posest. Nov prekršek gostov, znova ga je zakrivil Jelenko. Jelenko, ki je pred kakšnimi 2 minutama prejel opozorilo strani glavnega sodnika, kajti že v uvodu v sam dvoboj je storil grob prekršek nad enim izmed domačih nogometašev. Gaber znova vrača Čerenaku. Čerenak z diagonalno podajo na desno stran, kjer je našel Kolarja, ta v prostor proti napotniku, tokrat preoster napotnik. Dobro je bil v obrambi postavljen v tem primeru Podgrajšek. Ravnak z visoko podajo proti Vinkoviču, sicer najvišji v skoku številko 19.
oziroma številko 29 Brdnik. Žoga je na koncu zapustila igrišče in out bo pripadel Dravinčanom. Izvajalec Gaber. Gaber je iskal Čakša, ta ni uspel sprejeti te podaje, out za Zrečane. Na hitro ga je izvedel Videčnik, prekršek Gabra. Prosti strel bo za goste v tem primeru izvedel številko 11 Vinkovič. Vinkovič spodajal kazenski prostor, kjer so bili najvišji domači nogometaši. Na koncu pa kot za Zreče prvi na tem dvoboju. Še enkrat več lahko celotno situacijo vidimo. Še enkrat dober predložek Vinkoviča. Na koncu pa je žoga zadela enega izmed domačih nogometašev in zapustila igrišče, tako kot za Zrečane. Nov nevaren predložek pred vrata, strel! Kakšna priložnost je bila to za gostujočo zasedbo. Dobro pa so bili postavljeni v taboru domačega moštva, tako preprečili let žoge proti vratom oziroma na gol vratarja Vovka. Nov out za goste oziroma tokrat bo leta pripadel Dravinji. Še enkrat več lahko vidimo v počasnem posnetku to nevarno situacijo, dober predložek pred vrata. Na koncu je strelom poizkusil Zupanc. Na mestu Jelenko. V najvišji skoku Brdnik, ta je na desni strani tako iskal Zupanc proti Jančiču. Jančič najvišji v skoku sicer Bavrk. Znova Zupanc. Tokrat uspešnejši v zvezni vrsti domači nogometaši. Težave za Jančiča. Še vedno v posesti Vezjak. Vezjak pred vrata. Sijajna priložnost in kakšna obramba gostujočega vratarja. Še vedno je žoga v zelo nevarnem položaju in vratar Ravnak je prijel zelo močan udarec v prejšnjem primeru, ko se je izkazal z obrambo. Sijajna priložnost za Dravinčane in zares imenitna reakcija Ravnaka. V tej priložnosti se je znašel Brglez, Ravnak pa še vedno na tleh. Zares boleč udarec je prijel v prejšnjem primeru, katerega bomo lahko videli še enkrat. Celotno akcijo je začel Gosak, na to tukaj Vezjak, uspešnejši od Jančiča. Dobro, Vezjak povlekel po levi strani, na to s predložkom pred vrati našel Brgleza, ta pa je zares neugodno v glavo zadel vratarja Ravnaka, ki je na to še enkrat dobro posredoval. In kot vse kaže, bo lahko vratar gostov brez večjih težav nadaljeval s tem dvobojem. Zares zagotovo najlepša priložnost na tej tekmi pripadla je domači zasedbi, zapravil je Brglez oziroma sijajno reakcijo se je izkazal vratar Ravnak. Mirno, Čerenak, Gaber. Z glavama sta v zvezni vrsti skupaj udarila pri domačih številko 8, Napotnik pri gostih številko 29 Brdnik. Oba sta že pripravljena na nadaljevanje dvoboja. Žoga pa pripada domači ekipi, Čerenak znova proti Gabru. Ta je našel Radiča. Znova Gaber. Radič vrača Čerenaku. Še vedno v posesti Čerenak na levo stran, kjer je Rauter. Na nje dobro v tem primeru pritisnil
Završnik. Vezjak v prostor. Prekršek je v napadu v tem primeru storil Napotnik. Prosti strel za Zrečane. Zupanc mirno vrača Jančiču. Kotnik, Podgrajšek, ta znova Kotniku. Dobro se je v tem primeru znašel Gaber, povlekel po desni strani, kjer ima veliko prostora. Lepo v zvezdno vrsto, kjer je našel Osaka. Brglez, še vedno Brglez v preigravanju. Na levi strani je imel dobro postavljenega Vezjaka. Brglez se na koncu odločil za samostojno akcijo. Layout za Dravinčane v tem primeru bi lahko rekli zelo obetaven protinapad domače zasedbe. Gaber vrača Čerenaku. Rauter, brez pravih oči je bila ta podaja Rauterja, bi lahko rekli. Ekipi sta do zdaj v okviru 3. slovenske nogometne lige Vzhod odigrali 4 tekme, 3krat so se zmage veselili pri Dravinji, enkrat pa smo bili priča remiju. Gol razlik je 8-5 v prid Dravinčanov. Nazadnje sta se moštvi pomerili v prvem krogu lanske sezone, ko so se zmage z 1-2 veselili nogometaši Dravinje. Današnji domačini pa so oba svoja gola takrat dosegli v prvem polčasu. V 17. minuti je z avtogolom za 0-1 poskrbel Jančič, na 0-2 v 30. minuti povišal Ramšak. Časten zadetek za Zreče pa je takrat v 90. minuti in končnih 1-2 dosegel Brdnik. Na hitro je prosti strel izvedel Podgrajšek. Kotnik, Jančič, še vedno pri žogi Jančič. Izbija Čerenak, pametna reakcija kapetana Dravinje. Rauter proti Brglezu, dovolj čvrst je bil Brglez, na hitro proti Čakšu, ta takoj v prostor, kjer je Kolar, še vedno Kolar spodaja proti oddaljenejši vratnici, kjer je bil najvišji v skoku sicer Brglez, žoga je že zapustila igrišče in gol out za vratarja Ravnaka. Še enkrat lahko celotno situacijo vidimo v počasnem posnetku, predložek Kolarja nekoliko predaleč oziroma žoga je preletela vse nogometaše v kazenskem prostoru, sicer je v njem padel Čakša, glavni sodnik je zgolj zamahnil z rokama in igra se lahko nadaljuje. Mirno Kolar proti Radiču. Čakš, lepo se je Čakš znašel ob Videčniku. Na mestu Jelenko, out na koncu za Zreče. Najvišji v skoku Rauter. Podaja na levo stran proti Vinkoviču, slednjega spretnejši, uspešnejši Kolar. Gaber je iskal Čakša, najvišji v skoku Videčnik. Znova Gaber proti Čakšu, igra z roko Čakša, prosti strel za Zreče. Radič mirno vrača proti Vezjaku, Vezjak spodajal napad proti Brglezu, ta je odložil Napotniku. Vse skupaj z izbijanjem rešuje Podgrajšek. Znova do posesti domači nogometaši pri žogi Gosak.
Gosak tako izpodaja na levo stran proti Vezjaku. Vezjak in Jančič v dvoboju. Tokrat dovolj pozoren Jančič, a vendarle out za domače. Izvajalec Vezjak. Vezjak v prostor proti Brglezu, še vedno Brglez. Brglez in Jančič, znova dobro v fazi branjenja Jančič. Še enkrat več izvajalec avta številko 42 Vezjak. Najvišji skok v kotnik in v tem primeru tudi prvi udarec iz kota za Dravinjo. Izvedel ga bo številko 9 Gosak. Gosak s predložkom, Vezjak v bloku nogometaš iz Reč, znova Gosak z ostrim predložkom pred vrata, dovolj pozoren Ravnak, oster prekršek nad vratarjem iz Reč pa je storil v tem primeru številko 77 Brglez. Nekaj obračunavanja na sredini igrišča, Jelenko in Čakš sta si skočila v lase. Še vedno pa na tleh vratar Ravnak. Znova lahko celotno situacijo vidimo po časnem posnetku, predložek pred vrata Gosaka, oster prekršek pa je storil Brglez. Rdeč karton je prijel za ta prekršek nad vratarjem Ravnakom, številko 77 Brglez. Še vedno pa na tleh vratar Ravnak in v tem primeru pa so nogometaši iz Reč prišli do prednosti, kar se tiče igralcev na igrišču. Še enkrat več lahko vidimo ta predložek Gosaka in preoster v tem primeru vsekakor Brglez z visoko nogo je zadev v glavo gostujočega vratarja. Glavni sodnik v tem primeru ni imel enostavno druge situacije, kot pa da pokaže rdeč karton. Še vedno pa na tleh vratar Ravnak, seveda upamo, da bo z vratarjem z Reč vse v najlepšem redu. Se kaže, bodo pri gostih primorani v 22. minuti zamenjati prvega vratarja. Na klopi na svojo priložnost čaka Jaka Purk. Še vedno čakamo, da na nek način poskrbijo za vratarja Ravnaka. Kateri je že ostal na noge, bomo videli, ali bo kljub vsemu poizkusil z nadaljevanjem dvoboja, kot vse kaže, kaj takšnega ne bo mogoče in svojo priložnost bo, kot vse kaže, dobil Purk.
Zares neugoden udarec je v tem primeru prejel Ravnak. Še vedno na nek način čakamo na nadaljevanje tega dvoboja. Še vedno ni točno jasno, ali bo lahko Ravnak nadaljeval z obračunom. Ne, vendarle ne bodo tvegali v taboru Zreč. Vsekakor zares močan udarec v glavo je prijel v tem primeru in pametna odločitev, bi lahko rekli, glavnega trenerja gostov. In prva zamenjava tudi na tem obračunu iz igre številka 1, Primož Ravnak, vratar Zreč. V igro pa bo vstopil Jaka Purg. Vratar številko 12, Jaka Purg. Treba je že 5 minut prekinitve v tem prvem polčasu, seveda zaradi poškode Ravnaka. Bomo videli, kako se bo v teh uvodnih minutah na igrišču znašel Purg. Zagotovo neogret, vsekakor težka situacija za tega vratarja. Jelenko na levo stran proti Videčniku. Kotnik je iskal Bavrka, dobro na mestu Rauter. Treba še vedeti, da je rdeč karton za ta prekršek nad vratarjem Ravnakom prejel Brglez. Čerenak. Na hitro Purg na levo stran proti Videčniku, še vedno Videčnik, Vinkovič, Zupanc z velike razdalje, brez nevarnosti za vratarja Vovka. Znova lahko vse skupaj vidimo v počasnem posnetku, ta strel Zupanca, ki je zletel mimo vrat domačega vratarja. Vse skupaj bo zanimivo videti, kako se bodo od 25. minute naprej z igralcem manj na terenu znašli domači nogometaši. Najvišji napotnik proti Čakšu, Vezjak, Radič. Radič znova na desno stran proti Kolarju, ta s predložkom pred vrata izbija Kotnik. Vse skupaj dokončno iz igrišča izbil Videčnik, out bo pripadel Dravinčanom. Čakš, nov out za domače nogometaše. Znova Čakš proti napotniku. Radič strelja, vratnica. Sijajen strel Radiča, vratnica je tokrat rešila vratarja Purga. Sijajna priložnost, izjemen strel Radiča, katerega lahko vidimo še enkrat. Z nekaj sreče je tukaj Kolar prišel do žoge, jo odložil Radiču, ta pa zavitim strelom z roba kazenskega prostora. Vratar Purg je že bil premagan, a vratnica je bila tokrat na strani Zrečanov, ostaja 0-0.
Kotnik na desno stran proti Jančiču. Jančič, Zupanc. Podajo prostor proti Završniku. Izbija vse skupaj Kotnik. Dobro je Napotnik v tem primeru pritisnil na Kotnika. Iz avta bo žogo v igro poslal Vezjak. Vezjak, Napotnik. Še vedno Napotnik. Prekršek nad domačim nogometašem. Prosti strel za Dravinjo. Vsekakor bodo ti predložki oziroma ti standardni položaji od 25. minute naprej, ko so domači ostali z igralcem manj, sijajne priložnosti oziroma obetavne situacije za ekipo Damjana Flisa. Prosti strel pa bo izvedel Gosak. Gosak s predložkom, najvišji v skoku Gaber. A vendarle brez večje nevarnosti oziroma brez prave nevarnosti za Purga. Ta na kratko proti Jančiču, Kotnik v zvezdno vrsto, ker je Zupanc. Nekaj nespretnosti v tem primeru strani Zupanca. Tako so domači više pritisnili na zadnjo vrsto Zreč, ki ima kar nekaj težav v teh primerih. Rauter najvišji, dobro proti Gosaku, ta je zapravil žogo, pri njej Zupanc, mirno Jančiču, znova Zupanc. Zupanc je spodajal prostor, iskal Vavrka, slednji je na hitro izvedel out, dobro proti Završniku. Na mestu Podgrajšek, Vinkovič. Vinkovič spodajal proti Završniku, ta pa se v tem primeru ni najbolje znašel, bi lahko rekli, oziroma v kar zahtevnem položaju je bil Završnik, katerega lahko vidimo še enkrat. Lepo podaja Vinkoviča, dovolj pozoren tudi v fazi branjenja Čerenak. Jelenko je dobro prebral namero domače ekipe. Brnik, mirno Brniku Čerenak. Kolar proti Čakšu, Čakš, Napotnik. Prekršek nad Napotnikom je v tem primeru storil Podgrajšek oziroma preostor Videčnik. Še enkrat lahko vidimo v počasnem posnetku ta prekršek nad Napotnikom. Prosti strel bo za Dravinčane izvedel Gaber. Sicer najvišji v skoku Kolar, hitro so pri Zrečah znova zapravili posest. Gaber, uspešnejši Brnik, Vinkovič, še vedno Vinkovič, Gosak je lepo na desni strani videl tekajočega Čakša, dovolj pozoren Videčnik. Tokrat dobro v obrambi Podgrajšek, kljub temu, da imajo pri Dravinji igralca manj. Slednji še vedno na nek način prevladujejo na igrišču, imajo žogo v svoji posesti. Rauter proti Vezjaku, Jančič dovolj pozoren. Lepa podaja, sijajna priložnost, a vendarle v prepovedanem položaju se je znašel Kolar, ki je premagal vratarja Purga. Kot vse kaže, glavni sodnik se ne strinja s to signalizacijo stranskega sodnika. V pogovoru ta dva člena zaključevajo vse skupaj. Kolar in glavni sodnik je vendarle priznal zadetek 1-0 v 33. minuti po zadetku Kolarja. 14. Vodijo domači nogometaši, ki so tako na nek način, lahko rečemo, povsem zasluženo prišli do prednosti. Podaja Napotnika proti desni strani, kjer je bil dobro postavljen Kolar. Ta
je mirno zaključil in premagal vratarja Purga, 1-0 za Dravinčane. Vse skupaj je bilo nekoliko na meji. Zrečani kljub temu, da nimajo igralca več, zadnjih 10-12 minut niso uspeli odigrati kaj bistvenega. Iz avta Jančič proti Zupancu, znova Jančič, dal prostor proti Završniku, avt na koncu za Dravinjo. Povsem zasluženo vodstvo od 35 minute za domače moštvo, ki je skozi celoten prvi polčas boljši tekmec, več poizkušajo, imeli so tudi dve zares sijajni priložnosti za zadetek, tretjo pa vendarle uspeli izkoristiti, avt med tem za Zreče. V tem 14. krogu se igra, oziroma v današnjem terminu, zraven te naše se igra še 5 tekem zadnjega 14. kroga jesenskega dela v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod, medtem pa drugi kot za goste. Bomo videli, ali lahko nevarne zapretijo z tega standardnega položaja v taboru Zreč. Predložek proti bližnji vratnici. Še enkrat več nevaren predložek strani Završnika, dobro pa je bil postavljen v kazenskem prostoru kapetan Čerenak, ki žogo pošilja v tretji kot za Zreče na tem dvoboju. Dobra reakcija v kazenskem prostoru Čerenaka, medtem so gostje že izvedli svoj tretji kot. Brdnik znova pred vrata. Brnik s predložkom, najvišji v skoku na koncu. Podgrajšek, obramba vratarja Vovka, a četrti kot za Zrečane, ki so po hitrem prejetem oziroma po prejetem zadetku hitro krenili v napad po izenačenje. Znova proti bližnji vratnici, tokrat dovolj pozorni v obrambi domačih, izbil je Gaber. Golaut med tem za Dravinjo. Dravinčani so preživeli prvi nevarnejši pritisk Zreč na tem dvoboju. Kot že rečeno, zraven te naše tekme se v istem terminu igra 5 preostalih obračunov tega zadnjega 14. kroga v jesenskem delu prvenstva. Zavrč gosti Dravograd, ki je nekoliko popustil v teh zadnjih krogih jesenskega dela in tako povsem izgubil stik s prvouvrščeno Bistrico. Trenutno so tako padli na 3. mesto in imajo 23 osvojenih točk. Zavrč pa mirno pluje, bi lahko rekli, na sredini lestvice na 7. mestu, zagotovo položaj, katerega želijo zadržati vse do konca. Znova lahko vidimo prekršek nad Jelenkom, za katerega je rumen karton prejel številko 14 Kolar. Podvinci gostijo Šmartno, gre za dvoboj ekip, ki sta po kvaliteti nekje na podobnem nivoju, bi lahko rekli, sicer na lestvici višje. Šmartno kar na 5. mestu z 21 točkami, Podvinci 8 s 3 točkami manj, a jasno v primeru zmage Podvincev bi se dodobra premešale štrene na sredini in v boju za zgornji del prvenstvene lestvice, bi lahko rekli. Korotan bo svojo drugo domačo tekmo odigral proti Posavje Krško. Prevaljčani pri 16 točkah na 9. mestu, na nek način v mirnih vodah, bi lahko rekli, a jasno zmago zagotovo želijo zaključiti ta jesenski del in se tako še oddaljiti od spodnjih položajev. Priložnost Vezjaka, Gosak strelja v bloku.
Podgrajšek, še ena sijajna priložnost za Dravinčane, tokrat pa je z obrambo Zrečane v igri ohranil Purk. Še enkrat lahko vse skupaj vidimo po časnem posnetku, prvotno predložek Vezjaka. Ta je še enkrat več prišel do žoge in zaključil preveč po sredini vrat oziroma zadev je vratarja Purga. Ostaja 1-0 za domače moštvo. Bistrica, ki je gladko na prvem mestu, 34 osvojenimi točkami, za najbližjim zasledovalcem imajo 10 točk več in še tekmo manj. Je odšla na gostovanje v Videm pri Ptuju, Videmčani pa zaenkrat oziroma ob koncu tega jesenskega dela prvenstva ne kažejo dobrih predstav oziroma zelo težko prihajajo do točk, že kar 6 oziroma 7 tekem niso uspeli vknjižiti zmage. Predložek izbija Čerenak, najvišji Gosaka, vendarle out za Zreče, izvajalec bo številko 6 Jelenko. Pri Bistrici pa na nek način bi lahko rekli plujejo mirno proti svojemu cilju, kar je jasno naslov prvaka in uvrstitev v drugo slovensko nogometno ligo. Jelenko, najvišji napotnik, izbija Gosak. Težave je imel Podgrajšek, na nje takoj pritisnil Čakš, s tem v neugoden položaj spravil branilca Zreč, ta pa žogo izbija v out, kateri bo pripadel Dravinji. Čakš bo izvedbo le tega prepustil Kolarju. Obračun iz spodnjega dela lestvice bi lahko rekli, gre za dvoboj dveh ekip, ki se bosta borili za obstanek, pa poteka v Dobrovcih, kjer domači gostijo Šmarje pri Jelšah. Dobrovce trenutno na 13. pred zadnjem mestu z 9 točkami, Šmarje 2 mesti više s 13 točkami. Jasno, pri Dobrovcih se zavedajo, da bi zmago na tem dvoboju naredili korak naprej in se na nek način približali ekipam, ki so zaenkrat na položajih, ki še zagotavlja obstanek v tretji ligaški konkurenci. S tem vsekakor, oziroma s temi 3 točkami vsekakor želijo zaključiti ta jesenski del, v katerem so imeli nemalo težav. Na drugi strani pa se v taboru Šmarji zagotovo zavedajo, da bi zmago pobegnili pred spomladanskim delom, tem mestom, ki ne zagotavljajo obstanka na kar 6-7 točk. To bi že bila lepa prednost za preostali del prvenstva. V jutrišnjem terminu pa se bosta v Cirkulanah udarila domači Cirkulane, seveda, in pa celjska zasedba Šampiona. Poglejmo med tem obetavno akcijo strani domače ekipe. Čakš pred vrata izbija Kotnik, drugi kot za Dravinjo. Izvajalec le tega bo številko 9 Gosak. Morda nekoliko nerodno zbijanje v tem primeru Kotnika. Gosak s predložkom, najvišji Jančič. Znova Gosak spodaja na rob kazenskega prostora, kjer je bil najvišji Gaber. Poizkus napotnika v zadnjem trenutku, pa v bloku Jančič. Tretji kot za domače moštvo. Še enkrat več lahko vidimo ta poizkus napotnika. Zelo težko bi ta strel ubranil vratar Purk, a Jančič dovolj zbran v obrambi. Teče 43. minuta v prvem polčasu. Gosak na mestu je bil, oziroma na mestu obramba Zreč, dobro je bil postavljen številko 16 Bavrk. Kot že rečeno, jutri bo odigrana zadnja tekma jesenskega dela prvenstva. Cirkulane gosti Šampion, ki je z dobrim zaključkom tega prvega dela sezone skočil na drugo mesto. Pri Cirkulanah pa 3 ali 4 tekme, mislim, da ne poznajo zmage. Doživeli so v zadnjih primerih kar 2 domača poraza proti ekipama, ki se borita za obstanek in tako izpadli iz boja za naslov, bi lahko rekli. Imajo težave z boleznijo COVID-19, katera je na nek način
zagotovo plod teh težav. Prišlo je tudi do zamenjave na trenerski klopi pred tem zadnjim 14. krogom. Bomo videli, kako bo ta šok terapija, bi lahko rekla, vplivala na ekipo Cirkulan. Pri Šampionu pa seveda želijo v tem stilu, kot igrajo, bi lahko rekli, skozi celoten prvi del letega tudi zaključiti in zmago na nek način zavarovati to drugo mesto pred spomladanskim delom prvenstva. Dobro je Napotnik medtem sledil tej kombinaciji v obrambi Zreč, gol out za vratarja Purga. Kotnik Zupanc, teče 45. minuta, zagotovo je pred nami vsaj 5 minut sodnikovega dodatka, predvsem zaradi prekinitve ob prekršku Brgleza nad vratarjem Ravnakom, za katerega je Brglez tudi prijel rdeč karton. Ravnak pa je moral igro zapustiti zaradi poškodbe. Težave za Brdnika v tem primeru, Gaber, še vedno Gaber, na koncu do žoge Zupanc v samostojni akciji. Jančiču, podaja proti Jančiču, ta s predložkom proti oddaljenejši vratnici, kjer najvišji Kolar, še vedno pa v posesti gostja. Jelenko je slabo žogo odložil proti Vinkoviču. Napotnik Čakš, še vedno Čakš proti Napotniku. Ta bi v tej situaciji lahko žogo prepustil Vezjaku, ki se je dobro po levi strani vključil v napad. Vinkoviču zvezdna vrsta, ker ima veliko prostora. Jelenko, ta takoj je spodajal proti Zupancu. Zupanc vrača Kotniku. Jančič, prepočasi gredo ti napadi Zrečanov. Na nek način nikakor ne uspejo izkoristiti to prednost igralca več. Out bo medtem pripadel domačim, izvajalec bo številko 3 Rauter. Prekršek oziroma prednost pušča glavni sodnik Vezjak. Preoster je bil v tem primeru Podgrajšek nad Napotnikom. Out medtem za Zreče. Bavrk. Neugodno je v tem primeru Radič pohodil Završnika, za katerega je prejel rumen karton. To situacijo lahko vidimo še enkrat, nekoliko nepozoren v tem primeru Radič. Pohodil je Završnika, za katerega je prejel rumen karton. Prosti strel bo za Zreče izvedel številko 30 Kotnik. Kotnik spoda na rob kazenskega prostora, do žoge mirno Kolar, še vedno Kolar, Jelenko, Gaber je iskal Čakša, izbija Jelenko, Završnik je krenil po levi strani, lepo v obrambi Kolar. Čakš v samostojni akciji, žoga je, kot vse kaže, zapustila igrišče. Out bo pripadal gostujoči zasedbi. Na hitro ga je izvedel Videčnik proti Podgrajšku, ta proti Kotniku. Kotnik na desno stran, kjer je Jančič, znova vse skupaj prepočasi strani Zreč. Jančič proti Bavrku, še vedno Jančič, tokrat dobro odigrano strani gostov. Jančič lepo v prostor na desno stran, kjer je Zupanc. Najvišji v skoku Kolar. Napotnik in Jelenko v dvoboju.
Mirno Videčnik proti Jelenku. Jelenko je spodajal video oziroma spodajal iskal Završnika na mestu Čerenak. Prekršek Videčnika, prosti strel za Dravinjo. Podaja proti Napotniku, najvišji skok Kotnik. Lepo se je znašel Gosak, ta mirno vrača proti Gabru. Jelenko, Zupanc znova na desno stran proti Jančiču. Večino napadov strani Zreč poteka po tej desni strani, tokrat dobro postavljen Vezjak. Zupanc mirno proti Podgrajšku, ta takoj na levo stran, kjer je Videčnik. Je spodajal prostor iskal Vinkoviča, kateri je zahteval prekršek v tem primeru. Čakš je na desni strani iskal Kolarja, vse skupaj z izbijanjem razrešuje Videčnik. Glavni sodnik bo, kot vse kaže, še pustil izvedbo tega avta za domače. Napotnik, še vedno Napotnik, zelo močan je Napotnik. In glavni sodnik je medtem odpiskal konec tega prvega polčasa na odmor z minimalno prednostjo 1:0. Odhaja domača ekipa po zadetku Kolarja, katerega bomo lahko videli še enkrat. Po podaji Napotnika Kolar se je sijajno znašel na desni strani, premagal vratarja Purga. Povsem zaslužena prednost za domače nogometaše, ki so skozi celoten prvi polčas bili boljši nasprotnik, kljub temu, da imajo od 25. minute igralca manj zaradi prekrška nad vratarjem. Ravno ko je rdeč karton prejel Brglez, a kot že rečeno, na odmor z minimalnih 1:0 odhaja domača Dravinja.